Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael z Alino. Danes bomo obiskali eno od 3 mest, ki jih je Jezus preklel. Prisrčno dobrodošli v Korazimu. Spoznali bomo osupljivo arheologijo tega kraja, ki vključuje meduze, stol hinavcev in še veliko več. In to nam pomaga razumeti, zakaj se je Jezus odločil obsoditi to mesto. Torej, in potem, če ste pripravljeni, Začnimo. Jezus preklinja 3 mesta: Kafarnaum, Becajda in tretje, Korazim. Gorje tebi, Korazim, gorje tebi, Becajda. Kajti, če bi se v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so bili storjeni pri vas, bi se že davno pokesali, sedeč v raševini in pepelu. Toda pa bo na sodbi Tiru in Sidonu lažje kot vam. In ti, Kafarnaum, misliš, da boš povzdignjena do neba? V pekel boš pahnjen. Jezus je obsodil ta 3 mesta, ker so videla veliko njegovih čudežev. Velik del njegovega delovanja se je zgodil prav tukaj. Vendar pa ta mesta, kljub vsemu, kar so videla, niso spremenila svojih poti. Katere poti so bile to? Tudi to bomo danes videli. Toda pa je prvo in glavno vprašanje, na katero smo prišli odgovoriti. Ali je to mesto, v katerem smo zdaj, ali je to pravi biblijski Korazim? To je bila ena največjih razprav v biblijski arheologiji. Več kot 100 let so arheologi razpravljali, ali je to res tisti Korazim, ki jo je Jezus preklel. In končno so nova arheološka izkopavanja uspela odkriti resnico. Pojdimo zdaj skupaj spoznati Korazim in se nato srečati z arheologinjo Ahijo Tavor Kohen. Arheologinja, ki je uspela razkriti resnico o biblijskem Korazimu. Torej, pridite z mano. Vidimo lahko, kako so te hiše in pravzaprav celo mesto zgrajeni iz črnega kamna. Poglejte jih tukaj. To so bazaltni kamni in to ima popoln smisel, saj je to območje znotraj Galileje, pa tudi vse Golanske planote so naravno sestavljene iz bazaltnega kamna. Torej, ljudje tukaj niso hodili daleč iskat kamnov, ampak so uporabljali materiale, ki so bili na voljo v njihovi okolici. In lahko vidimo ohranjena tla, stene, okna, vendar tukaj manjka. Kaj manjka v tem mestu? Strehe. Kje so strehe hiš? Pravzaprav je bila celotna gradnja hiše narejena iz lokalnega bazaltnega kamna. Vendar pa je bil del streh narejen na naslednji način. Položili so velike lesene hlode od enega konca do drugega. Nato so dali manjše veje, čez to pa slamo. In čez to še ena plast gline. In vse to je bilo stisnjeno. Torej, ta vrsta stisnjene strehe je bila narejena iz organskih materialov. In po 2000 letih so te strehe že davno izginile. Razpadle so in se ponovno zlile z zemljo. Tudi tukaj v Korazimu so bile strehe narejene iz kamnov, ki so jih podpirali loki, kot je ta tukaj za nami.
toda niso zdržali uničujočih potresov v Galileji. Če pa pomislimo na Jezusove čase, je bila večina streh v tistem času res narejena iz lesa, slame in blata. In ta vrsta strehe je arheološko povezana z enim od čudežev, ki jih je Jezus naredil v enem od obsojenih mest, v prekletih mestih. Če v Svetem pismu preberemo čudež, ki ga je Jezus naredil v Kafarnaumu, ko je ozdravil paralitika, se bomo spomnili zgodbe od začetka. Jezus je bil v Kafarnaumu že na vrhuncu svojega delovanja in množice so prihajale k njemu ter ga prosile za ozdravitev. In neki moški si je želel, da bi ga Jezus ozdravil, vendar je bil paralitik, bil je na nosilih. In njegovi prijatelji niso mogli priti do Jezusa zaradi množice. In kaj storijo? Povzpnejo se na streho hiše, razstavijo del strehe in spustijo tega moškega na nosilih. In ta moški, ki je bil privezan na nosilih in so ga spustili skozi luknjo v strehi, odide iz hiše skozi glavna vrata hodeč. Vendar poglejte, če bi bila cela hiša in streha iz kamna, je ne bi mogli tako zlahka razstaviti. Toda lesena streha, slama in blato, ja, jo je mogoče zlahka razstaviti. In tudi zlahka kasneje popravljiva. Kasneje so lahko popravili to streho, niso povzročali velike škode hiši. Ker bi bilo to morda žaljivo, prositi za čudež tako, da povzročiš veliko škodo drugi družini, hiši nekoga drugega. In prav to, kar je bilo tukaj vsako leto običajno, je bilo, da so zaradi deževnega obdobja deli blata z teh streh začeli odpadati. In običajno so vsako leto popravljali strehe. In zato je ta vrsta strehe, ki je bila v tem mestu, tukaj v Korazimu, enaka vrsta strehe, kot je bila v hiši v Kafarnaumu in tudi v Becajdi. Ampak kaj je bil vir dohodka tega mesta? Od česa so živeli? To ni bilo ribiško mesto, kot sta Becajda in Kafarnaum, ki sta obe ob obali Galilejskega jezera, ki ga lahko vidimo v ozadju. To mesto je živelo od nečesa drugega, kar vam želim pokazati. Pridite z menoj. To mesto je živelo od kmetijstva. Pridelovali so visoko kakovostna žita, pa tudi grozdje za proizvodnjo vina. A glavno v tem mestu je bila proizvodnja oljčnega olja in zdaj smo v oljarni iz bibličnih časov. Tukaj lahko vidimo stiskalnico za oljčno olje in kako je delovala. Na tem območju so dali vse olive in potem se je ta velik kamen vrtel po vrhu, stiskal olive in kaj je pri tem nastalo? Kaj je nastalo iz te proizvodnje? To še ni bilo oljčno olje. Bila je mešanica lupin, koščic in olja. Vse skupaj zmešano. In potem so vzeli vse te dobesedno stisnjene olive ven. Dali so jih v velike košare. In košara je delovala kot nekakšno sito, kot filter. Tukaj so bile košare postavljene ena na drugo. In potem je velik kos lesa s kamnitimi utežmi so stisnili te košare. In šele takrat je začelo teči oljčno olje. Tukaj lahko vidite ljudje, ta kanal je zbiral oljčno olje in padalo je sem noter. To je prostor, kjer je bilo shranjeno vse oljčno olje. In Horazin je lahko proizvedel do 15 ton oljčnega olja v vsaki sezoni. In to je mestu prinašalo veliko bogastva. Tri mesta, ki jih je Jezus preklel: Horazin,
Becajda in Kafarnaum. Bila so uničena in so v ruševinah že stoletja, kot lahko vidite. Edini prebivalci so Švanej sela, Damani, ki so te male živalice tukaj, ki živijo med kamni. In edini glasovi, ki jih tukaj slišimo in prekinjajo tišino, so glasovi skupin romarjev in turistov, ki prihajajo spoznavati preteklost teh mest. Poglejte to zgradbo, ki je nekoliko drugačna, kot jih imamo tukaj. Vidimo lahko nekaj stopnic, ki vodijo navzdol, in nekakšen bazen, poln vode. Mimogrede, niso bili zaposleni v Narodnem parku tisti, ki so ga napolnili z vodo. Ta vodni sistem iz bibličnih časov še vedno deluje do danes. Res je impresivno. Ampak kaj je bil ta rezervoar za vodo? To ni bila voda za pitje, ampak to je bila mikve, obredna kopel, judovska očiščevalna kopel. In naj bo jasno, Jezus nikoli ni obsodil, nikoli ni govoril proti mikveju, vendar Jezus uči, da tisto, kar je resnično pomembno, ni to, kar vstopi v telo ali zunanja očiščenost. Pomembno je to, kar iz njega izhaja. Kaj je koristilo prebivalcem Korazima v Jezusovih časih, da so se tukaj očiščevali, oblačili očiščena oblačila, a so od tod odhajali in počeli Bog ve kaj. In prav zato je bilo očiščevanje tega mesta pogosto zunanje, a tisto, kar je bilo znotraj, ni bilo vedno skladno. In zdaj bomo šli na najpomembnejši kraj v mestu, v sinagogo. Vemo namreč, da je Jezus učil v sinagogi v Korazimu. Jo poiščemo. Tukaj lahko vidimo vrh najbolj impozantne stavbe v mestu. To je bila sinagoga. A tukaj je nekaj nekoliko nenavadnega, morda lahko celo rečemo nekaj napačnega na tem kraju. Poglejte, vse te kamne, vse, kar vam bom tukaj zunaj pokazala, ti kamni so bili ali znotraj ali na fasadi sinagoge. Brez dvoma je bil to del te sinagoge. Ampak pridite sem, poglejte od blizu. Tukaj lahko vidimo človeške podobe in to več njih. In vprašanje je, kaj delajo človeške podobe v hiši, kjer častijo Boga? Sveto pismo nam jasno govori, ne imej podob. Ampak, če se vam to zdi čudno, počakajte, da vidite, kaj je na tem drugem kamnu. Če gremo tukaj nekaj metrov naprej, lahko vidimo več. Obraz. Poglejte tukaj, ljudje. To je obraz ženske. In okoli je nekaj malo nenavadnega. To tukaj, ljudje, to ni sonce, to je Meduza. Da, Meduza iz grško-rimske mitologije. Ženska s kačami namesto las. Vsi, ki so jo pogledali, so se spremenili v kamen. Ljudje, kaj dela poganska mitologija v sinagogi? In odgovor je, nismo povsem prepričani. Morda pa je to povezano z bistvom ljudi tega mesta. Bistvo, ki ni usmerjeno samo k Bogu, ampak so morda navajeni tudi drugih podob in morda celo malikovanja. Torej, je to morda majhna razlaga tega, kar vidimo. Zdaj pa pojdimo v sinagogo. Preden se ta vihar nadaljuje, pojdimo ugotoviti, kaj je še narobe na tem kraju.
Ta sinagoga je bila mogočna in razkošna. Imela je celo 2 nadstropji. Tudi notranjost je bila izrezljana do najmanjših podrobnosti. In tudi tukaj so našli poganske upodobitve na kamnih. In poglejte tudi, kaj so našli v tej sinagogi. Mojzesov sedež. Mojzesov sedež. Takšen stol je bil v sinagogah že v času Jezusa in je bil častni stol v sinagogi. Najbogatejši ljudje, pomembni, morda gostje, ki so prišli od drugod, so lahko sedeli na častnem stolu. In vsi tukaj so jih lahko opazovali, kako sedijo na posebnem stolu. Vendar nam Jezus pripoveduje o Mojzesovem sedežu in predvsem o tistih, ki so sedeli na njem. Jezus nam pove, da jih moramo poslušati, kaj govorijo, njihova učenja, vendar ne delati tako kot oni. Potem je Jezus govoril množicam in svojim učencem. Na Mojzesovem sedežu sedijo pismouki in farizeji. Zato delajte in upoštevajte vse, kar vam govorijo. Vendar jih ne posnemajte v njihovih delih, kaj ti govorijo, a ne delajo. Jezus jih dobesedno imenuje hinavci. Kaj ti tukaj govorijo o dobrih delih, o dobrodelnosti, o pravilnem načinu sledenja zakonom. Toda v sebi, v svojem življenju so pogosto delali ravno nasprotno. In morda je to ena največjih težav Korazima. To mesto je poslušalo Jezusove govore, poslušalo njegova učenja, tako kot so jih včasih poslušali tudi oni, kar je bilo rečeno na Mojzesovem sedežu. Vendar pa niso spremenili svojih poti. Jezus je šel tod mimo. Jezus je naredil toliko čudežev, ampak niso poslušali. Jezus je brez dvoma bil v sinagogi v Korazimu. Ampak ali je bila to ta sinagoga? Arheologi dolgo časa so govorili, da ne, da to ni bila Jezusova sinagoga. Arheologi, ki so v preteklosti izkopavali to sinagogo, so prišli do zaključka, da je bila zgrajena šele v bizantinskem obdobju. Se pravi, stoletja potem, ko je Jezus hodil po tej regiji. In zato so zaključili, da Jezus ni bil v tej sinagogi. Da ni mogel biti na kraju, ki še sploh ni bil zgrajen. Vendar pa nova arheološka izkopavanja spreminjajo to razmišljanje. In tisti, ki je opravil ta izkopavanja, je arheolog Ahija Kohen Tavor. Šalom. Šalom. Povej nam, kaj si tukaj odkril? Torej, moja naloga kot arheologa je, da kopljem pod površjem, gledam spodaj, ker so plasti ena nad drugo. Mislim, ko ljudje živijo na istem mestu stoletja ali tisočletja, se stavbe kopičijo ena nad drugo. Zato moramo odstranjevati plast za plastjo, da pridemo do spodnjih plasti. In prejšnji arheologi, ki so kopali v tej sinagogi, so izkopali njene dele in prišli do zaključka, da ni starejše sinagoge. Ampak to nima smisla, ker vemo iz Nove zaveze, da je bil Jezus tukaj in je tukaj učil. Torej moramo imeti tukaj neko sinagogo, ker se tukaj poučuje. In to, kar smo dejansko naredili, je bilo, da smo kopali pod tlemi in iskali nove najdbe. To bi nam lahko povedalo kaj o prejšnji stavbi, ki bi bila predhodnica te stavbe oziroma poznejše bizantinske sinagoge. Lahko pogledamo arheološka izkopavanja drugih sinagog tukaj v Galileji. In kar vidimo, so plasti in plasti sinagoge. Na primer, na gori Arbel, ki je tudi zelo pomembno svetopisemsko mesto, je obstajala sinagoga. Iz nekega razloga je bila uničena ali zelo poškodovana. Razstavili so jo in zgradili so drugo nad njo. In še eno nad njo. Na Arbelu je 5 plasti sinagog. In to tudi ni edini primer.
Zato si je Ahija predstavljal, da če je tukaj sinagoga, najbolj logičen kraj za drugo sinagogo je pod našimi nogami. Toda spet so arheologi, ki so prišli sem v 60 letih, rekli, da pod tlemi ni ničesar. Bile so preprosto skale in kamni. Več. Toda nič več o arheologiji in Ahija je bil prvi, ki je resnično dvignil ta tlak. In želim, da nam on to pove. Ker so tukaj prej kopali arheologi, smo se morali najprej izogniti vsemu, kar so izkopali in morda pokvarili, in drugič, morali smo biti zelo, zelo previdni. Ker vemo, da so bile sinagoge iz Jezusovega časa zgrajene precej manj razkošno kot kasnejše sinagoge, ker so bile bolj podobne hišam kot templjem. Torej, kar morate iskati, so zelo občutljivi, zelo majhni ostanki. Kar smo ugotovili, ko smo to dvignili, je najprej to, da je imela sinagoga dve fazi. Bila je uničena in ponovno zgrajena. Torej, to pomeni, kot ste rekli, da obstajajo ravni, ki se spreminjajo. In to nas je spodbudilo, ker smo si mislili, v redu, če gre tu za več plasti, morda obstaja še ena raven pod njo. In odstranili smo to raven, šli še eno plast globlje. In kar smo tam našli, so ostanki, ki nam namigujejo, da je to kraj, kjer je bila starodavna sinagoga. Stvar je v tem, da so morali, ko so to sinagogo zgradili 400 let po Jezusu, zgraditi zelo močno. Odstranili so večino tega, kar je bilo prej tam, in zgradili ogromne bloke iz bazaltnega kamna, da so to izravnali, in s tem so prekrili vse, kar je bilo prej. Toda znotraj teh kamnov smo našli kovance in lončenino. Zakaj je to pomembno? Ker lahko lončenino in kovance datiramo. Lahko jih datiramo in ugotovimo. Ugotovimo, v redu, to je iz časa Jezusa. In tukaj imam kovanec. Wow. Ki smo ga našli tukaj. In to je kovanec iz 1. stoletja pred našim štetjem, tik pred Jezusovim časom. In to je tisto, kar najdeš. In lahko vidiš, da ima na sebi palmo, tukaj je palma in tukaj je pšenica. In ta je datiran tik pred Jezusovim časom. To pomeni, da so bili ljudje tukaj v tem času. In to je tisto, kar najdete pod tlemi. To pomeni, da imamo tukaj ostanke iz Jezusovega časa in celo iz časa pred Jezusom. Ljudje, res sem ganjena. Držim kovanec, ki je bil pod tlemi te sinagoge. In ta kovanec je iz časa pred Jezusom, malo pred Jezusovim časom, kot nam je povedal. To pomeni, da je nekdo ta kovanec že izgubil in je bil že pokopan v Jezusovih časih. In ponovno so ga odkrili Ahija in vsi arheologi tukaj v tem projektu. Res je neverjetno. Ni dovolj samo, da imaš datacijo, keramiko in kovanec, te majhne najdbe, potrebuješ tudi arhitekturo. Toda problem tukaj je, da so, ko so stoletja kasneje zgradili to sinagogo, vse uničili. Torej, iščemo namige o prejšnji gradnji. Arheologi, ki so tukaj kopali pred nami, so imeli prav. Pod našimi tlemi ni nobenih zidov. Lahko pa najdemo ostanke starodavne sinagoge. In to je tisto, kar imamo okoli te stavbe. Vse podrobnosti, vsa arhitektura, ki smo jo videli pri prejšnji sinagogi, ki je bila izjemno dodelana, izklesana, kot na primer meduza, so ugotovili, da to izvira iz bizantinskega obdobja. To pomeni, da je po Jezusu. Prava sinagoga iz Jezusovih časov je bila veliko bolj preprosta. Ni imela vseh teh okraskov in podrobnosti. In zato bomo zdaj skupaj iskali. Ahija nam bo pomagal poiskati izvirne kamne sinagoge iz Jezusovih časov. Lahko celo rečemo, da so te kamne morda videle in slišale Jezusa, ko je bil tukaj in učil, ali pa vsaj poskušal učiti te ljudi. In lahko bomo videli te kamne in se povezali z Jezusovo navzočnostjo tukaj. Torej, nam lahko pomagate? Nam pomagati najti izvirne kamne. Gremo? Potem ga pojdimo poiskat. Najlepša hvala. Torej, to je eden od artefaktov, ki jih pričakujemo iz 1. stoletja. Wow. Kako vemo? To je del stebra. Za razliko od stebrov v bizantinski sinagogi, ki so dolgi,
V 1. stoletju vemo, da niso delali dolgih stebrov. Niso imeli te tehnologije. Razrezali so jih na kose in jih postavili enega na drugega. In vidite, to je kratek del stebra. Torej, to je iz 1. stoletja. Drugič vidite ta izbuklino tukaj. To je spet značilno za 1. stoletje. Te izbukline so uporabljali, da so jih dvignili na svoje mesto. Torej je to dejansko kos iz sinagoge iz 1. stoletja v Korazimu, v kateri je pridigal Jezus. In to ni edini primer. Imamo tudi kapitel stebra, ki je bolj okrašen in je prav tukaj. Poglejmo si ga. Pojdimo. Wow. Predstavljajte si, da steber tukaj gre navzdol, tukaj pa je streha. In to je zelo drugače od tega, kar imamo v bizantinski sinagogi, kjer je vse zelo okrašeno. In to je spet značilno za 1. stoletje in posebej za sinagoge iz 1. stoletja. Te imamo v Magdali, to imamo v Nobelu, te imamo v drugih sinagogah iz 1. stoletja. Zdaj imamo tukaj okoli še nekaj drugih stebrov in kapitelov, kot je ta. Pravzaprav lahko rečemo, da je ta kamen slišal Jezusa govoriti. Poglejte, kako neverjetno je, da lahko povežemo Sveto pismo z arheologijo. Sveto pismo nam je govorilo, da je Jezus prihajal v Korazim. In vemo tudi iz Svetega pisma, da je Jezus pogosto pridigal v sinagogah. Torej nam je vsa naša logika vedno govorila, da bi morala biti tukaj sinagoga iz Jezusovih časov. Ampak arheologi, predvsem iz 60. let in prej, so govorili, ne, tukaj ni bilo sinagoge. In vidimo razvoj arheologije. In zdaj smo tukaj z arheologom, enim najbolj priznanih v Izraelu, ki nam pripoveduje s svojimi besedami, dragi gledalci, ne samo z mojimi, da je Jezus bil dobesedno v tej sinagogi in da je ta kamen. Verjetno je slišal besede in nauke, ki niso vedno. So prišle do ušes tistih, ki so bili tukaj. Ampak on je bil tukaj. Poskušal je govoriti z mestom, poskušal je spremeniti njihove poti. Toda kot vemo, po koncu svetopisemske zgodbe in tudi po tragičnem koncu tega mesta, mesto ni spremenilo svojih poti. Torej, ne samo, da je sama sinagoga starejša od te stavbe, imamo stavbo iz časa samega Jezusa. Vemo, da je samo mesto še starejše, celo 120 let pred Jezusovim časom, v 2. stoletju pred našim štetjem. Kako to vemo? Ker smo več izkopavali okoli njega in lahko bolje razumemo, kako se je ta vas razvijala skozi stoletja. Torej so Ahijeva izkopavanja uspela dokazati, da je sinagoga tukaj res obstajala v Jezusovih časih, da je mesto starejše, kot so si predstavljali. In ne samo to. Uspelo mu je dokazati, da je bilo uničenje tega mesta se zgodilo v času in na način, ki je popolnoma drugačen, kot so verjeli arheologi. Torej je naredil pravo revolucijo. V študijah o koncu uničenja Koražima. In to vam bomo skupaj pokazali naslednji teden. In imela bom privilegij, da tukaj v Koražimu tudi izkopavam. Za Ahijo. Torej bomo izkopavali in uporabili nekaj, česar osebno še nikoli nisem uporabila pri izkopavanjih. To je detektor kovin. Zato ne zamudite našega novega skupnega videa, ki vam ga bomo pokazali. Stvari, ki jih še niti mi sami nismo videli. Upam, da vam je bilo všeč in se vidimo naslednji teden. Šalom! Šalom!